Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijazno sporočilo Linine mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic deklice Line. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa slovenske pisateljice Nine Kokelj z naslovom Mala pastirica. Nekoč je na zelenem hribčku živela deklica. Rada je nabirala cvetlice na travniku, rada je pela in rada je imela živali. Njen dedek je bil ovčar. Za rojstni dan ji je podaril ovčko. Bila je črna. Deklica ji je dala ime Marjetica. Okoli vratu je obesila zvonček. Vsak dan jo je obiskala, jo pasla, ji dala bistro vodo, za posladek pa suho žemljico. Ovčke so se pasle, se igrale, rasle. Neke noči je Marjetica skotila ovčico. Bila je bela. Deklica ji je dala ime Zvončica. Okoli vratu je obesila zvonček. Vsak dan jo je obiskala, jo pasla, ji dala bistro vodo, za posladek pa suho žemljico. Ovčke so se pasle, se igrale, rasle. Neke noči je Zvončica skotila ovčico. Bila je bela s črnimi lisami. Deklica je dala ime Simončica. Okoli vratu je obesila zvonček. Vsak dan jo je obiskala, jo pasla, ji dala bistro vodo, za posladek pa suho žemljico. Ovčke so se pasle, se igrale, rasle. Prišel je lep poletni dan. Deklica je pasla. Mimo je prišla stara ženička. Lepe ovčke imaš, deklica. Ena je črna, druga je bela, tretja je bela s črnimi lisami. Ja, gospa, ime jim je Marjetica, Zvončica in Simončica. Vse tri so moje ovčke. Vse tri imam rada. Prav imaš, deklica. Stara sem. Veliko poti sem že prehodila in ti si najbolj imenitna pastirica, kar sem jih kdaj srečala. Sijalo je sonce. Stara ženička se je nasmehnila ter deklici in njenim ovčkam v slovo pomahala z robčkom. In trije zvončki so cingljali. Cin, cin, cin. Ja. Poglejte jo, tole našo pastirico. Čudovita pravljica, kaj ne? Tako preprosta, a zelo srčna deklica, ki je naravnost oboževala rastline ter živali, še posebej pa ovčke. Bravo, deklica. Zelo lepo si skrbela za svoje ovčice. Lina, najlepša hvala za čudovit izbor otroške pravljice. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete tudi ljudski pravljici z naslovom Pastirček, v kateri boste prav tako spoznali prijaznega dečka, ki je trem vilam priskočil na pomoč. Prijeten pozdravček Lini, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo.
Čau, čau. Kako prijazna deklica. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela zelo prijazno sporočilo mamice dveh dečkov po imenu Tjaž in Gal, ki ob večerih zelo rada prisluhnita pravljicam. Najlepša hvala, Tjaž in Gal. Tokrat pa bomo prisluhnili njuni izbrani pravljici, ki je nastala izpod peresa izvrstnega slovenskega pesnika po imenu Tone Pavček. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo prvim 3 poglavjem izjemne pesnitve v rimah z naslovom Juri Muri po Sloveniji. Čuri Muri, kljukec Juri, tisti afriški zaklad, šel je v novi avanturi z Bongom, ki mu je kot brat. Križem po slovenski kuri znamenitosti iskat. Na začetku potovanja, kot predigra za pohod, so ljubljanske meglovanja, vsakršne puščobe shod. Juri, Bongo, faci znani, sta v brezdelju dni in ur motala se po Ljubljani, brez zabav in avantur. Dolgo se ni nič zgodilo, dolgo vladal je dolg čas. Končno Juri zamrtvilo, pravi je odkril kompas. Greva po deželi naši, vzdolž povprek on tot in tot. Videl boš, kako pajdaši, lepo z lepim se povsod. In tako junaka 2 sta na lepo rajže šla, da slovenska domovina biserov da tudi nima. In sta šla. Za voljo spominov na poprej živalski vrt, a pogled obeh fantinov je bil tožen, mrk in grd. Vsem živalim, brez izjeme, v kletkah mre življenja sten, pa so žalostne in neme, kot bi le bilo lovčev plen. V celicah ničesar krive so odvisne od tujih rok. Razžive se, na pol žive, ob obiskih le otrok. Opice čepejo tožne, na drevesih brez banan, celo ptice mnogokrožne vzletajo v prostost saman. Brunde sitan stari medo, rad bi šel za medom v dal. Lev jetnik je ob besedo, brez kraljestva ni več kralj. Le žirafa dolgonoga steza do neba svoj vrat, vendar je kot si uboga, ne odpre v svobodo vrat. Se še spomniš, Bongo reče, kako v Afriki za vzor čas ljudem živalim teče? Pri nas igra, tu zapor. Se še spomniš, leopard se postavil na start, malo čakal in zatem planil lep in nor na plen? Pri nas zebre, antilope, vejo za rešilni tek. Tu brlogi, kletke, lope, smrt in revščina vse vprek. Veš, najraje bi se vrnil v Afriko, moj rodni kraj. Ah, postoj, prijatelj črni, da uzreš slovenski raj. Zapustila sta jetnike v Tivolski zavila park. Lahen vetrič strepetlike jima zmeša kupček kart. Črne skrije, svetle streže. V tem zapoje kos poet in obema v srce seže s sporočilom: svet je lep. Potlej mala veverica jima je do kraja lica razvedrila. Z vrha krošnje vrže se na tla z višin, vsakemu izpolni mošnje
Lešnik podaril spomin. In potem je ta skakavka njuna zvesta spremljevalka. Srečo to ob svoji strani šla sta v mestni trušč in blišč. Jurij vodil po Ljubljani, Bonga je prek vseh križišč. Vodil mimo ga domovje znamenitih in palač, k pesniku na Tromostovje, kjer je svet najbolj domač. Tu pozdravita Prešerna z lepim stihom iz gazel, ter spočita in nemirna čakata naslednji del. Ste že slišali novico? Res še niste? Prava bomba. Našo afriško dvojico, kajpak Jurija in Bonga, je povzdignila Ljubljana v svoja častna someščana. Naj, prijatelji, na kratko vam povem to zgodbo sladko. Pri Prešernu, kot že veste, smo obstali. Kot je genij pel nekoč za krajnce zveste, zdaj s fantičema semeni. O popotnikov v puščavo, vrbi, urški, bogomili in o sili, ki te sili peti, ne glede na slavo. Med pomenkom iznenada blisk in grom, šok, krik strahu. Zgane firpcev se armada, dete padlo je z mostu. Skoči Bongo, Jurij skoči. Plavata skozi rečni tok k utopljencu, ki pomoči prosi zadnjim krikom rok. Jurij z roko ga poprime, Bongo z drugo podrži in trojica k bregu rine ob navdušenju ljudi. Ko prišli so iz vodovja, dolgo sredi Tromostovja, za rešitelja oba je odmevalo hura! Ne le meni, njima bo hvaležna neizmerno naša mila domovina, ona dva sta vsem za zgled. Od župana in županje vzela cmok sta in priznanje. Sam Prešeren je Prešerno nasmejan končal obred, rekel: ne le meni, njima bo hvaležna neizmerno naša mila domovina, ona dva sta vsem za zgled. A junaka pred poetom in predvsem vesoljnim svetom brž povesita pogled. Le poskočna veverica pevcu da poljubna lica. Od teh dni, od tega slavja, Jurij muri po Ljubljani s črnim Bongom se postavlja. Saj jo redno vsi meščani in celo vsak kip pozdravlja. Včeraj ima med potepom, ko čez Zmajski most šla, je en zmaj pomahal z repom, drugi objel je kar oba. Šel od branjevk in solat, vodnik z njima je nagrad. Gledat Triglav, karavanke, sok pit, grist napolitanke. Rekla sta: k najvišji gori jutri greva ob prvi zori. Na to reče veverica: jaz bom vajina vodnica. Čuri muri, kljukec Jurij, z Bongom, ki mu je kot brat, šel je po slovenski kuri zanimivost iskat. A pred njima vse stezice rep ometa veverice. Dan, ko vrelo je poletje, ko na njem je rdel oprh, bil je čas za vnebovzetje, za pohod na slavni vrh. Triglav je, ki se ponaša s 3 glavami vrhov, naš ponos, ljubezen naša in simbol za rodni krov. Priti nanj ni kašelj mači, a še revo gor patrun, duh slovenski ojunači, da odloči se za vzpon. In tako sta Bongo, Jurij z lepim ciljem, brez težav v juliju, obrani uri, šla s pokljuke na Triglav. Vzela vodo sta za žejo, vzela pot pod noge v hrib, vzela hrabrost in idejo, da na vrhu je zapik. Končno, na Kilimandžaru sta oba bila nekoč.
tukaj ob podobnem žaru vrh dosežeta gredoč. A sta lezla, pet na pet, sem, tja, počez. Veverica pa je vezla, niti korajže, ves na ves, da njun duh je kremeniti hrepenel samo navzgor in veleval jima priti do najvišje izmed gor. Z nje je orel zaokrožil, spustil k njima se z višin, je s pogumom oborožil za vzpon zadnji klin na klin. Tik pod vrhom gornik slavni, triglavski Aljaž, kar sam jima vrgal obetavni, je na smeh ponudil dlan. Potlej trije gorci vrli, dolgo so zgora, na lepoto stvarstva zrli, dol do sinjega morja. Končno, ko sta se vpisala v knjigo in dobila žig, veverica križa kraža z repom požgečka Aljaža. Rečejo vsi trije hvala in ukažejo umik. Dolgo pot čez prehodavce jima je močil siten dež, liv na travce in na glavce in na mozek v njih najbrž, da zabredli so v goščavo, izgubili pravo sled. Bongo pav je, ranil glavo, prišel bohinj, bel in bled. Stokal ni, nikogar gnjavil, bil je, kar je bil, junak. Da to čista je resnica, priča zvesta veverica. Drugi dan na prvi strani časopisu temu znani. 2 fantiča, 2 orliča, včeraj šla sta na Triglav, a nazaj grede z Doliča, eden je nesrečno pal. Krvavel je, a prijatelj se je rešil z njim k ljudem. Mi bi rekli, dober škratelj, prste je imel pri tem. Časopis kot časopis je ob resnici majhna laž. Jaz pa pravim, takšen vtis je, da jo rešil je Aljaž. Gornik slavni, duša blaga, ljubezniv in ljudomil, malim hribovcem pomaga in pripelje jih na cilj. On je svojega orliča reševat poslal fantiča in zdaj orel, kralj neba, z njima vdalje v dal vesla. Ja, zelo zanimiva predstavitev naše čudovite dežele, kaj ne? Poglejte, Jurija in Bonga. In tudi nadaljevanje pesnitve skupno kar 8 poglavji vas bo popeljalo skozi znamenitosti, ki sta jih odkrivala Juri Muri in Bongo. Tjaž in Gal, najlepša hvala za idejo o pesnitvi, ki na res čudovit in edinstven način predstavi našo deželo Slovenijo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zgodbam o navihanem junaku po imenu Peter Nos, ki vas bodo zagotovo nasmejale. In prav tako so zgodbe nastale izpod peresa slovenskega pisatelja. Prijeten pozdravček Tjašu in Galu, ter pa seveda ostalim, ki radi spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, zelo zanimivo. Ja, naša dežela je res polna raznolikosti. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zelo zanimivi pravljici bomo spoznali deklico, ki se je odpravila v mesto. A to mesto ni običajno mesto. V tem mestu bomo spoznali različna čustva, ki živijo tudi v nas. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici v rimah, nastali izpod peresa avtorice Veronike Frece z naslovom Mesto čustev.
danes en res čuden dan, tak vesel, a hkrati zaspan. Zjutraj sem se na ves glas smejala, ko s prijatelji sem se igrala. Potem so odšli domov in jaz sem jokala, ker sama sem ostala. Popoldanskega počitka nisem želela. Jezila sem se, ker raje kaj drugega bi počela. Danes se res hecno počutim. Res ne vem, kaj mi je. Mami, kaj nekaj dogaja se? Veš, otrok moj, to so čustva, ki v tebi živijo. Včasih so budna, drugič pa spijo. Ko preplavljajo te različni trenutki, to, kar čutiš, to so občutki. Ampak mami, kaj pa sploh so to čustva? Je to nekaj, kar lahko jem? Le kako naj to izvem? Čustva so občutki, ki jih boš vedno čutila in z njimi živela. Naj ti povem zgodbico, da jih boš lažje razumela. Predstavljaj si, da greva na dolgo cesto, na potovanje v prav posebno mesto. V njem so zanimive hiše in vsaki od njih se svoja zgodba piše. Vsaki od njih čustvo živi, se z drugimi druži, a nekaterih boji. V prvi hiši veselje in sreča živita. V njej je vse barvito in iz dimnika se pisano kadi, da je res čudovito. Tu se ves čas nekdo smeji, vriska, včasih od veselja kar piska. Z oken se dvigajo pisani baloni, namesto solate na vrtu rastejo bomboni. Tu najdeš iskrice v očeh in svetle zvezde prav v vseh nočeh. Tu se pleše, sanja, žari in nasmehe poklanja. V drugi hiši žalost in bolečina živita. V njej se joka in stoka in v srcu boli, da to kar poka. Solzica tečejo brez konca in kraja, odžejala lahko bi velikega zmaja. Tu te v srcu tišči, ko mimo greš, in od tesnobe zviješ se v kepo, nič kaj prijetno in nič kaj lepo. Tu včasih te kaj bo tako prizadelo, da res hudo bo bolelo. V tretji hiši ljubezen živi. V njej se nikoli nikamor ne mudi. Tu bi vsi radi zavedno ostali, se radi imeli in ves svet objeli. Tu se ti lica obarvajo rdeče, srce pa kar vriska od sreče. Tu poljubi in objemi živijo, tu najlepše se sanje rodijo. Tu pospeši se ti bitje srca, tukaj mehkobe dovolj je za dva. Včasih to čustvo tako te zadene, da v glavi se ti kar zmeša in po oblakih vrtiš se kot preša. Ljubezen je tista, ki poskrbi, da ves svet res lepši se zdi. Tamle vidiš pa jeza živi, včasih se k njej tudi bes priseli. Tu poka in dere se, včasih kriči, da vsak, ki gre mimo, res hitro zbeži. Kakšen nered tudi jaz sem in tja, zobe skupaj stiska, še škripati zna. Tu včasih se zdi, da te kar bo razneslo, da še v vesolje bi to odneslo. Od jeze in besa si včasih kar rdeč, tu sreča in veselje se skrijeta v peč. Ko te obišče, pozdravin in zven, nato pa hitro pošljijo ven. Iz svojih pljuč, trebuščka in misli nikar ne pusti, da tebe črviči ali nekoga drugega piči.
Izrazi z besedami, kaj te jezi, kaj ne zdi se ti prav in kaj te teži. Če treba je rjovi kot zmaj, boksaj v blazino in cepetaj. Občutek v tebi se umiri in v mislih počasi se vse ti zbistri. Naslednja hiša se dviga visoko, pa vendar seže tudi globoko. V njej prebiva Gospodič ponos in vsak, ki gre mimo, v zrak dvigne nos. Skozi okna visijo medalje in priznanja, tukaj vsak ti pohvale poklanja. Počuti se res posebno, močno, sposobno, ponosno, prav vedno. Z dvignjeno glavo hodiš okoli, zavedaš se, da nisi kdorkoli. Ponosno držiš se in se smehljaš. Uspeh si zaslužiš in to si priznaš. No, greva naprej. Poglej, poglej. Tamle je hiša vsa bleda in strašna. Tako je osamljena, da še streha je prašna. V njej se prestraši prav vsak junak, v njej bled postane še korenjak. Tu čustvo živi, ki pravimo mu strah, in vsak, ki gre mimo, postane mehak. V resnici pa strah ni čisto bel, niti ni strašen in niti debel. Je velik le toliko, kot mu priznaš, moč dobi, če se mu predaš. Takrat, ko te strah bo, poglejmo v oči. Povejmo, da strah tebe nič ne skrbi, da on se v resnici tebe boji, ker potem, ko ga odženeš, nič ga več ni. Naslednja hiša je prava diva, samozavest v njej prebiva. Ustvarjalna in vsa nasmejana, samozavest je vsakomur dana. Le prebuditi jo moraš, nekje v tebi se skriva, seveda. Samozavest je dobra soseda, ki vedno te spomni, da lahko si uspešna, močna, pogumna in kdaj tudi smešna. Pove, da si lepa in pametna tudi, a ti to že veš, zato te ne čudi. Tamle še ena hiška stoji, v njej ljubosumje živi. To čustvo ni lepo, ni dobro, ni zdravo. Ta pokvari res vsako zabavo. Ljubosumje je neprijeten občutek, ki lahko uniči res lep trenutek. Takrat, ko nekdo nekaj dobi, nekaj, česar nimaš, pa želela bi si. Drugemu ne privoščiš tega, tebi kar naprej se krega in te tišči in duši in jezi, ker to stvar želela bi si tudi ti. A ljubosumje res ni dobro, je čustvo zlobno, ki odnose uničuje in prijateljstvo oddaljuje. Zato pomahaj ljubosumju v slovo, boš videla, svet takoj prijaznejši bo. V zadnji hiški hvaležnost živi. To čustvo čutiti bi morali vsi. Tu res smo veseli za vse, kar imamo, za vse, kar dobimo in vse, kar poznamo. Za vsako darilo, pa naj bo igrača, oblačilo ali pa slastno cvetačo. Tu smo hvaležni za mamico in očka, za sprehod do bistrega potočka, za prijazne besede in dobre sosede. Hvaležni, da hrano v hladilniku imamo, da lahko se varno zunaj igramo, da smo zdravi in veseli, da se radi imamo. To je tisto, kar največ šteje. Hvaležnost je čustvo, ki srce ti pogreje. Veš, tole mesto pravzaprav v tebi živi. Včasih cel kaos lahko se ti zdi. Vsa ta čustva v življenju boš čutila, ob nekaterih boš uživala, se z drugimi borila, a iz njih se vsakič boš kaj novega naučila.
Čustev nikar se ne boj, ker ves svet jih doživlja s teboj. Nikoli jih ne skrivaj, prekrivaj. Raje jih pozdravi in z njimi tu bivaj. Kar čutiš, povej, povabi naprej. A le na obisk to čustvom povej. Po obisku bodo odšla, da prostor za nova bo prihodnji dni. V tvojem srcu je čustveno mesto takšno z dolgo pisano cesto. Iz vseh teh hišk bodo čustva hitela, včasih boš srečna, hvaležna, vesela. Spet drugič boš jezna in besna rjovela. Včasih zaljubljene pesmi boš pela, drugič ponosno se boš vrtela. Tudi ljubosumje boš kdaj začutila, a vem, da ne boš se mu prepustila. Zdaj pa hitro pod odejo, le lepe sanje k tebi smejo. Zapri oči in mirno spi, saj veš, da največ pomeniš mi. Še en poljub in objem ti dam, pa še nekaj ti na uho zašepetam. Najraje na svetu te imam. Si moj ponos in moja sreča, ti moja čustev polna vreča. Kako imenitna pravljica, kaj ne? Pisateljica je tako čudovito in enostavno opisala čustva, a če se sami znajdemo v vrtincu različnih čustev, vse skupaj ni tako enostavno. A sedaj bo mnogo lažje. Super pravljica, res. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, v kateri boste spoznali žalostnega medveda, ki ga nihče ne mara. A medvedova prijateljica na prav poseben način poskrbi, da medved postane nadvse vesel ter obkrožen s svojimi prijatelji. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kako čudovita razlaga v rimah. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je čudovita slovenska slikanica, ki svojo zgodbo razsvetljuje pomen sreče, spoštovanja in sprejemanja drugačnosti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa avtorice svetovno znane slovenske popotnice Benke Pulko z naslovom Dve ciklami, ali na svetu je dovolj prostora za vse. Sredi velikega mesta je stala srednje velika hiša. Imela je precej oken in malo vrat. V majhnem stanovanju je živela osamljena gospa, ki si je želela družbe. Nekega veselega dne je kupila 2 ciklami in cvetlična lončka postavila na svojo najljubšo okensko polico. Tukaj bo vajin novi dom, jima je govorila, kot da bi ciklami znali poslušati. Zjutraj vaju bodo zbujali prvi sončni žarki in popoldne boste počivali v senčki ter se radostili vsakega dne. Je bila navdušena nad novima sostanovalkama. Roži sta se radovedno ozirali okoli sebe. Nič jima ni bilo poznano, niti druga drugi, čeprav sta prišli iz iste cvetličarne. Jaz sem Rozi, se je opogumila Roza ciklama in nagovorila sosedo. Zdravo, meni pa je ime Belinda, je rekla bela ciklama in z listkom pomahala v pozdrav. Med spoznavanjem sta se naskrivaj opazovali in si mislili druga o drugi vse mogoče reči. Belinda je bila ljubosumna, ker je imela Rozi veliko čudovitih cvetov. Rozi pa je šlo na živce,
da je bila Belinda višja od nje in da so bili njeni lističi ter cvetki precej večji. Življenje je videti resnično naporno, če te mika vedno tisto, kar imajo drugi okoli tebe, namesto da bi se veselil tistega, kar imaš sam. Nekega dne je mimo Ciklam pridrobila Pikapolonica. Odeta je bila v rdečo obleko s črnimi pikami in širok nasmeh. Prinašam vrečo, v njej imam srečo. Kdor je noče, naj se joče. Se je veselila brez posebnega razloga Polonca, ki je dobila ime zaradi svojih pik. Lep dan je še lepši, če ga z nekom delim, je pela in plesala med začudenima Ciklamama. Cvetlici sta ob pogledu nanjo skoraj oleseneli od strahu. Nevarnost v zraku, joj mene, joj tebe, joj naju obe, sta kričali v en glas in se bali razigrane Polone. Pikapolonica jima je mirno povedala, da ne je rastlin, ampak ji najbolj teknejo listne uši. Če se vama zdi, da vaju sovražim, naj vama povem, da vaju samo pazim. Pohrustala bom vsak mrčes, ki k vama pride, če sam hitro ne odide. Se je ponudila, da bo varovala Ciklami, če bo potrebno. Rozi in Belinda sta se spogledali ter spremenili temo pogovora. Le odkot takšno veselje in toliko dobre volje? Se nista mogli načuditi. Potem sta se ponovno zdolgočaseno zagledali skozi okno. Kljub temu, da sta bivali na isti okenski polici in se srečevali z istimi dogodivščinami, se dišeči Ciklami nista zbližali. Pogovarjali sta se samo, ko sta obrekovali druge. Pravi prijateljici še vedno nista bili. Življenje na enem samem mestu res ne more biti zanimivo. Še posebej, če se vedeš neprijazno do vseh, ki bi radi postali tvoji prijatelji. Naslednji dan je prilezel na obisk zanimivi pajek. Živahno se je sprehodil mimo Ciklam in na glas pohvalil njuno lepoto. Dober dan, princeski cvetoči, danes sta tako sijoči. Ciklami sta se našobili, zavili z očmi in okrcali pajka, naj se bolj potiho veseli, da njunega miru ne kali. Frajer se ni dal motiti. Gomazel je naprej po okenski polici in se vljudno izognil, da se ne bi sprehodil čez katero od slabovoljnih rož. Čeprav je bil kosmatega telesa, je bil modre glave. Kakšna škoda, da me nobena roža nikoli ne poboža, so prav takšne kot ljudje. Ustrašijo se 4 parov slokih nog, s katerimi lezem naokrog. Le kako ni vidijo, da če komu po nerodnosti na prstek zlezem, nikoli ni tako hudo, kot če človek na pajka stopi in mu zdrobi telo. Se je pogovarjal sam s sabo. Mi pajki krhki smo fantje brhki. Nikomur nič slabega ne želimo. Samo po prijateljih hrepenimo. A ker jih težko dobimo, bolj v samoti živimo. Se je zavedal svoje drugačnosti. Tretji dan je mimo okna pripujsal prašiček. V mesto je prišel z vasi in se ni prav dobro znašel. Zvedavo se je oziral naokoli in bil je malo zgubljen. V kraju, ki je bil zelo drugačen od njegove domače vasi, se je kljub temu zabaval in prav nič mu ni bilo dolgčas. Ciklami sta ob pogledu na neznanca izmenjali nekaj besed in ugotovili, da mora biti oddaleč, ter da niti malo ne spominja na mestnega prašiča. Pujs je bil najboljši učenec v razredu. Čeprav je bil nekoliko neroden in malo preveč zavaljen, je znal pametno razmišljati. Ciklamama je zakrulil prijazno. Učenje v novih krajih je prav mično in znanje pridobljeno je odlično. A da se naučimo doma živeti, je potrebno iti v svet. Rozi in Belinda nista prav dobro razumeli, kaj jima je hotel povedati, zato sta se delali, kot da ga nista slišali.
Nekega dne je gospa, ki je vsako jutro skrbno zarila svoji lončnici, prejela pismo. Iz tujine ji je pisala prijateljica Mici in jo povabila k sebi na obisk. Ker rožam ni dovoljen vstop v letalo, sta morali ostati doma. Med zapuščanjem stanovanja teti Mari ni preostalo drugega, kot da jo je odvrgla v smeti. Z rožicami postlano življenje dveh ciklam se je v hipu spremenilo v trnovo pot. Noč sta preživeli v smetnjaku. Zjutraj se je prvi priplazil mimo potepuški maček, ki je stikal za ostanki hrane. Pomendral jima je nekaj listov in cvetov ter pustil za sabo obupani, objokani ciklami. Kmalu zatem je prihromel smetajev kamion. "Ho, poglej, kako krasni ciklami!" se je radostil gospod, ju potegnil iz zbiralnika smeti ter odnesel domov. Smetarjeva žena se je razveselila presenečenja in posadila ciklami v senčko ob robu vrta. Tam se je za Belindo in Rozi pričelo drugačno življenje. Med vsemi ostalimi na gredici sta bili edini rastlini iz cvetličnih lončkov. "Poglej, kako naju opazujejo potonike. Zagotovo se jima zdima čudni," sta šepetali oprezno. Ob tem sta se spomnili, kako sta zaničevali Pajka zaradi njegove drugačnosti. In postalo jo je sram. Belindi je prišla na misel Pika Polonica. Tudi Polonca si je želela najti prijatelje, prav tako kot se sedaj trudita ciklami z veveričko in metuljem, da bi si med igro skupaj krajšali čas. "Nič več se mi ne zdi, da je bil tisti vaški prašiček vreden zaničevanja," se je pokesala Rozi. "Tukaj bi se lahko posmehovali nama, ker sva mestni roži," sta doumeli, da se norčevati iz drugih ni lepo. Ciklami sta se odločili, da bosta postali prijaznejši roži. Namesto obrekovanja sta se trudili povedati o bitjih okoli sebe tudi kaj lepega. "Rozi, meni se zdi, da je dobra volja super stvar. Več je daš, več je imaš," je veselo ugotovila bela ciklama. "Da, svet je velik, zanimiv in prijazen. Na njem je dovolj prostora, če vemo, da se vse okoli sebe spoštovati mora," se je pridružila razmišljanju njena Roza prijateljica. Tistega toplega poletnega večera sta skupaj zadovoljno sanjarili o novih doživetjih in prijateljih, ki jih boste srečevali ter spoznavali v naslednjih dneh. Ja, odlična pravljica, kaj ne? In verjamem, da ciklami še danes uživata življenje. Rozi in Belinda sta nas skupaj s svojimi prijatelji opomnili, da se sreča pravzaprav skriva v nas samih. Prav tako pa je tudi spoštovanje do drugih tisto, ki žareva našo lepoto. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim čudovitim pravljicam, ki so nastale izpod peres odličnih slovenskih avtorjev ter avtoric. Lepo se imejte, naj vas skozi življenje vodijo prijaznost, sreča ter zadovoljstvo. Pošiljam vam cvetlični pozdravček. Čau, čau. Bravo, res čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali pogumno deklico po imenu Blani, ki se nekega dne z družino preseli iz velikega mesta na vas. Si lahko predstavljate, kako je Blani pogrešala svoje prijatelje. A prijatelji so ji ob selitvi poklonili posebno darilo, ob katerem se bo Blani spomnila lepih trenutkov ter nepozabnih skupnih dogodivščin. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver
z naslovom Mala Blani in pogumna Murva. Nekega sončnega dne so starši Mali Blani naznanili, da se bodo med šolskimi počitnicami iz malega ljubljanskega stanovanja preselili v hiško na vasi, nedaleč od Ljubljane, v kateri bo Blani imela svojo sobico. Novice, da bo dobila svojo sobo, je bila vesela, vendar bo selitve izgubila vse svoje prijatelje, zato so jo oblile velike solze. Starši so jo potolažili, da je tudi na vasi veliko otrok in da bo kmalu dobila nove prijatelje. Stari prijatelji pa jo bodo lahko obiskali, kadar bodo želeli. Blani se je razjasnil obraz. A res? Je vprašala mamico in očka. A na moj rojstni dan bodo tudi lahko prišli? Je še dodala. Seveda, sta odgovorila. Na dan selitve je pred stanovanje pripeljal ogromen tovornjak, na katerega so naložili vse svoje stvari. Vsi sosedje so se prišli posloviti. Prijatelji Male Blani so ji za spomin podarili pretlikavo murvo, da jo bo lahko posadila ob hiši, kjer jo bo vedno spominjala na skupne dogodivščine. Očka je tudi murvo hotel dati na tovornjak. Nikar, očka, je zavpila Blani. Saj je še čisto majhna, tako kot jaz, lahko se polomi, je še dodala. Zato se je murva v nov dom peljala na zadnjem sedežu očkovega avtomobila poleg Blani. Seveda sta bili privezani z varnostnim pasom, kot to določa zakon. Pot iz Ljubljane proti Zasavju je hitro minila. Že čez pičlih 20 minut so se znašli v svoji novi vasi. Blani je bila všeč, ker je bila tako zelo obsijana s soncem in polna dreves. Še reka Sava se je vila v bližini. Sončni žarki so se v njej odsevali kot v ogledalu. Glavna vaška cesta jih je peljala mimo trgovine, šole, gasilskega doma in majhnega otroškega igrišča z novimi igrali, na katerih se je igralo nekaj vaških otrok. Vse jo je zelo zanimalo. Toda ob misli, da nikogar od otrok ne pozna, se je naredil velik cmok v grlu. Že so prispeli do svoje nove hiške. Tovornjak se je ustavil prav pred vhodom. Očka je želel čim prej znositi stvari iz tovornjaka v hišo, zato je avto parkiral pred garažo. Blani se je ustrašila, da se bo murva posušila, če je ne bodo hitro posadili v zemljo. Cmok v grlu se je spremenil v solze in hlipajoče se je ozrla k očetu. Očka, murva se bo posušila, če ne posadimo v zemljo. Očko se je Mala Blani zasmilila. Videl je, da jo je selitev precej prizadela, zato je pustil, da so delavci sami raztovorili tovornjak. Blani, očka in mamica so se šli ogledat hišo in okolico, da bi se skupaj odločili, kam bodo murvo posadili. Na severu, tik ob hiši, je bila zelenica. Tam je bilo Blani najbolj všeč in tam so jo tudi posadili. Očka je izkopal veliko jamo. Blani je posadila murvo, jo dobro zalila, da bo hitro zrasla. Zdaj je bila Blani mirna in je z veseljem odšla raziskovati novo hišo in svojo sobico. Hiša in okolica sta bili na vasi veliko lepši kot tam, kjer je živela prej. Le svoje prijatelje je zelo pogrešala. Vsak dan je murvo skrbno zalivala. Večinoma z vodo iz pipe, pa tudi svojimi solzami, ko se je spomnila, da so jo podarili prijatelji, s katerimi ne more biti več vsak dan skupaj. Očka in mamica sta jo peljala na otroško igrišče, da bi se igrala in spoznala z drugimi otroki, vendar je bila preveč sramežljiva. Ob vrnitvi z igrišča je šla najprej do svoje murve. Moja lepa murvica, je rekla. Ko bi ti vedela, kako je mene strah vsega novega.
Murva ni nič odgovorila. Že čez par dni, ko je Blani spet prišla, da bi Murvo skrbno zalila, je zagledala na njej majhne črne pike. Odhitela je v hišo in opila: Mami, mami, Murva ima bolhe ali pa mravlje po njej lezejo ali pa neke druge živali, hitro pridi. Ker je Blani tako prestrašeno vpila, je mama res pohitela k Murvi. Pogledala jo je, z nje odtrgala mali črni plod in ga pojedla. Blani se je še bolj prestrašila. Mami, zastrupila se boš. Mami pa jo je pobožala po glavi in se je na široko nasmehnila. To so Murve, Blani, njeni sladki sadeži. Kar lepo si jih naberi in jih pojej. Blani si je najprej v strahu vzela prvi mali črni sadež, si ga ogledala, potem pa ga je le pojedla. Kako sladke so, je rekla in hitela nabirati plodove, ki jih je vse po vrsti lepo pojedla. No, to je vsak dan, ko je Murvo zalila, pojedla tudi vse njene sladke sadeže in se še bolj veselo pogovarjala z njo. Večino časa se jih zadrževala v bližini hiše in na zelenici ob svoji Murvi. Ali pa se je igrala v svoji sobici z barbikami in drugimi igračami. Na otroško igrišče pa ni hotela iti. Prišel je dan, ko je bilo počitnic konec in je bilo treba ponovno v šolo. Blani je imela spet smok v grlu in trebušček jo je bolel. Tako zelo jo je bilo strah novih sošolcev in učiteljice. Mami jo je zjutraj spremila v šolo in ji lepo prigovarjala, da bo vse v redu. Tako je tudi bilo. Učiteljica je bila zelo prijazna. Hitro je dobila novi dve prijateljici, Neli in Mijo. Popoldne po šoli sta jo obiskali. Pokazala jima je svojo sobico, vse igračke in seveda Murvo na zelenici. Skupaj so nabrale in pojedle vse njene sadeže. V naslednjih dneh se je Blani opogumila in se sama odpeljala s svojim rdečim poni kolesom do otroškega igrišča, kjer sta je že čakali Neli in Mija. Odlično so se zabavali na gugalnicah in plezalih. Počasi je Blani spoznala še druge vaške otroke in se z njimi spoprijateljila. Za 7. rojstni dan sta ji očka in mamica kupila veliko gugalnico. Očka jo je postavil na zelenici, tako da so se zdaj otroci tudi doma lahko zabavali na igralih, skoraj tako dobro kot na igrišču. Pripravila sta klopi in mize, ki so se kar šibile pod rojstnodnevnimi dobrotami. Najlepša in najslajša od njih je bila dvonadstropna torta. Blani sta dovolila povabiti vse njene prijatelje. Tako je na domači zelenici kmalu zavladal pravi otroški živžav, saj je povabila tako vaške otroke, kot tudi svoje prijatelje iz Ljubljane. Vsa razigrana je vsem pokazala svojo Murvo in jim razložila, kako jo vsak dan zaliva. Igrali so se ves ljubi dan in pojedli torto. Še klovn Žare jih je prišel zabavati. S svojimi vragolijami jih je zelo navdušil. Blanini prijatelji so bili presrečni, predvsem tisti iz Ljubljane, bi najraje ostali kar pri njej na vasi, tako jim je bilo lepo. Malce žalostni so se zvečer poslovili in odšli vsak na svoj dom. Obljubili so si, da se bodo kmalu spet obiskali. Tako je minilo prvo leto selitve, potem drugo in začelo se je tretje. Blani se je odlično privadila na svojo sončno vas in njene vaščane. Pridno je obiskovala šolo, kjer se je rada učila. Še rajše pa je bila na vaškem ali domačem igrišču v družbi prijateljev. Pridno je zalivala Murvo, tako kot vedno. Nekega dne je videla, da ima Murva nekaj suhih vej in bele pikice po steblu. Povedala je mamici. Ta je ugotovila, da zdaj Murvo res napada neka bolezen. Blani je bila strahotno žalostna. Mamica se je trudila z naravnimi sredstvi odstraniti bolezen z Murve. Ni pomagalo.
Murva se je še vedno bolj sušila. Blani je jokala. Tudi Neli in Mija ji nista mogli potolažiti. Očka in mamica sta poklicala strokovnjaka vrtnarja, da bi pomagal Murvo pozdraviti. Tudi to ni pomagalo. Murva se je posušila. Ne samo, da na njej ni bilo nobenega sadeža več, tudi enega samega samcatega lista ni več imela. To je bil zelo žalosten dan za Blani. Le kako bom to povedala prijateljem iz Ljubljane, ki so mi jo kupili? Je v neutolažljivem joku spraševala mamico. Ne skrbi, je rekla mami. Bomo kupili novo in jim to tudi razloži. Veš, da bodo to razumeli. V življenju je to normalni naravni red. Nič ni večno. Vse se spreminja. Blani se je počasi potolažila. Mamičine besede, da nič ni večno in da se vse spreminja, so ji še nekaj časa odzvanjale v mislih. Ni jih razumela. Potem je v otroških dogodivščinah nanje za nekaj časa pozabila. Očka je suho steblo Murve odrezal, korenin pa ni izkopal. Pustil jih je v zemlji. Že naslednjo pomlad je nekaj zelenega pokukalo iz zemlje, natanko tam, kjer je bila prej Murva. Mamica je bila prepričana, da je veter prinesel kakšno seme drevesa, ki se je samo zasadilo na Murvino mesto. Vsako leto je bilo večje in bolj zeleno. Le plodov ni imelo nobenih. Nove Murve niso kupili. Vsi so bili veseli, da je tam na njenem mestu nekaj zelo zelenečega in rastočega. Le Blani je pogrešala njene sladke sadeže. Tako je mala Blani počasi odrasla v najstnico in malce pozabila na Murvo, saj jo je zanimalo toliko drugih stvari. Morala se je odločiti, v katero srednjo šolo se bo vpisala. Po eni strani se je tega veselila, saj se bo spet vozila v Ljubljano in pogosto je videla koga od nekdaj malih ljubljanskih prijateljev. Po drugi strani pa je bilo strah novosti, ki jo spet čakajo. Spet novi sošolci in učitelji. Srednja šola pa tudi ni kar tako. Vendar si je rekla: saj že nekaj let treniram karate. Bo že šlo, saj sem močna in se bom hitro privadila. 7 let je že minilo, odkar Murve ni bilo več. 7 let je na njenem mestu raslo nekaj drevesu podobnega, lepo zelenega. Ob koncu šolskega leta je Blanin dedek nenadoma zbolel. Pridno ga je obiskovala v bolnišnici. Vedno je bil nasmejan in optimističen. Obljubil ji je, da se bo potrudil, da ozdravi. Nekega dne, ko ga je spet obiskala, pa je bila njegova postelja prazna. Kolena so se ji zatresla in stisnilo jo je pri srcu. Hitro je poklicala očka v službo. Očka, dragi, dedkova postelja v bolnišnici je prazna. Očka je odvrnil. Pomiri se, takoj pridem tudi jaz tja in bom govoril z zdravnikom. Ko je očka prišel v bolnišnico, mu je prijazni zdravnik povedal, da je dedek po noči zavedno zaspal. Zdaj je očka moral to povedati Blani, kar mu je bilo zelo težko. Ob tej novici so Blani oblile solze. Misli so se ji vrnile mamine besede, ko se je posušila Murva. Nič ni večno, vse se spreminja. Ji je takrat rekla mamica. Zdaj je Blani razumela. Bila je neskončno žalostna, da se vse enkrat spremeni, se posuši, za večno zaspi, skratka umre. Kako žalostno je to, si je rekla. Mamica še ni vedela, kaj se je zgodilo. Ko se je Blani z očkom vrnila domov, je vsa vesela pritekla do njiju in vpila: Blani, Blani, zeleno drevo ima plodove, videti so kot Murve, pridita pogledat.
Tako radno sta mi povedala to novico, da ji nista uspela povedati, da dedka ni več. Zato so najprej odšli k drevesu. In glej, no glej. Na košati krošnji je bilo polno zrelih, sladkih murvic. Počasi so jih obirali in se z njimi sladkali. Blani kar ni mogla verjeti, da je to res. Čeprav so na murvo vsi pozabili, tudi Blani, ki je že dolgo ni več zalivala s svojimi solzami, celo odrezali so jo čisto do korenin, se ta ni dala. Pogumno in vztrajno je iz nič zrasla nazaj v čudovito, močno drevo. Veliko večje in lepše kot kadarkoli. Tudi plodovi so bili večji in slajši kot pred leti. Potem so se usedli na igrala na zelenici in očka je mamici obzirno povedal, kaj se je zgodilo s dedkom. Mamici je od žalosti zatrepetalo srce in zajokala je. Vsi trije so se objeli in tolažili drug drugega. Potem se je mamica zbrala, si obrisala solze in rekla: nič ni večno. Vse se spreminja. Tudi dedek je samo spremenil obliko. Umre samo telo. Duša je večno živa in neumrljiva. Dedek ima zdaj že novo telo in živi naprej na višjem planetu, ki mu radi rečemo nebesa. Čeprav je bila Blani še žalostna zaradi dedkove smrti, jo je, kar je povedala mamica, precej pomirilo. Vse skupaj je dalo misliti. Kot bi Treniju se je odločila, da bo s trajnostjo in pogumom premagala strah in žalost, prav tako kot njena murva. Tako se je vsakič, ko se je strahec prikradal v njeno srce, ali pa se je solza žalosti spustila na lice, hitro spomnila na svojo pogumno murvo. Prepodila je strah, obrisala solzo in pogumno stopila življenju naproti. Čudovita pravljica, kaj ne? Pravljica o številnih življenjskih izzivih, težavah, ki pa jih lahko z vztrajnostjo ter pogumom tudi premagamo. Bravo, Blani. Kljub težkim trenutkom si resnično pogumno stopila življenju naproti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici, ki jo je napisala avtorica z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Oti se skoti, kateri boste spoznali psičko, ki je precej časa čakala na svoja nova ljubeča skrbnika. In naj vam samo prišepnem, da se je pravljica srečno končala. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite srčni ter prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Čudovita pravljica. Bravo, Blani. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo prisluhnili ganljivi zgodbi o deklici Katki, ki zelo pogreša svojega dedka in babico. Ko je nekega dne obišče v domu starejših občanov, opazi, da nekateri dedki in babice tam živijo čisto sami. A Katka ima veliko srce in čudovito domišljijo. Domisli se posebnega recepta, ki lahko pozdravi žalost in prinese veselje prav vsem. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa Mojceje Podgoršek z naslovom Recept za ljubezen. Katka se je že ves teden veselila, da bo obiskala dedka in babico. Odkar nista več živela pri njih, jo je Katka zelo pogrešala.
zdaj jo je videvala le enkrat ali dvakrat na teden. Dedek in babica sta se namreč preselila v veliko hišo, ki je Katka rekla kar hiša dedkov in babic. Pohiti, jo je priganjala mama, ki je bila dogovorjena z dedkovim zdravnikom. Katka je v svoj nahrbtnik hitro pospravila še knjigo, ki je imela najraje. Obe z babico sta v njej poznali že vsako besedo. Toda Katka je hotela pravljico poslušati vedno znova. Poleg tega je znala babica tako imenitno brati in pripovedovati. Babica bi morala živeti pri nas, je rekla Katka, potem ko je zlezla na zadnji sedež avtomobila. Babica potrebuje nekoga, ki bo ves čas skrbel zanjo, je odgovorila mama. Saj lahko midva z dedkom skrbiva zanjo, je predlagala Katka. Tudi dedek ves čas potrebuje nekoga ob sebi, je razložila mama. Katka je vedela, da ima mama prav. Babica je imela bolezen s čudnim imenom, ki se ga Katka ni mogla zapomniti. Dedek pa je lahko hodil le s pomočjo palice, pa tudi zelo pozabljiv je bil. In zaradi tega je moral večkrat v bolnišnico. Takrat je bilo Katki hudo. Vse dokler se ni vrnil domov, mu je v mislih pošiljala objeme. Nekoč je namreč dedek povedal, da objemi, pa čeprav samo misliš nanje, odženejo vse bolezni. Ko je o tem povprašala še babico, je to samo potrdila. Kadar jo je kaj bolelo ali kadar je bila žalostna, jo je babica vedno dolgo zadrževala v objemu. Zaradi babičinega toplega objema je bolečina počasi popustila. Babico in dedka je zares pogrešala. Ko sta z mamo prispeli v hišo dedkov in babic, jo je Katka zagledala že oddaleč. Pozdravljena, babica, je vzkliknila. Pozdravljen, dedek, je v isti sapi pozdravila še dedka in jima stekla v objem. Komaj sva čakala, da prideš, je rekla babica namesto pozdrava. Si prinesla pravljico? Je zanimalo dedka, ki ni maral brati, a je vedno rad poslušal, kadar je babica brala Katki. Seveda, je rekla Katka in z roko segla v nahrbtnik. Dedek je medtem že našel prostor, kjer bodo v miru prebrali pravljico. Semkaj sedimo, jo je povabil in pokazal na kamnito klop pod mogočno lipo. A še preden so se udobno namestili, se je pod lipo zbralo veliko dedkov in babic. Vsi so vedeli, da je Katka s seboj prinesla knjigo, s katero bodo skupaj pobegnili v pravljični svet. Katki je obisk pri dedku in babici vedno prehitro minil. Kmalu spet pridi, sta ji naročala dedek in babica, ko se je poslavljala. Katki ob odhodu ni bilo nikdar lahko. Toda odkar jo je obiskovala, je opazila, da nekaj dedkov in babic sploh ni imelo nikogar, ki bi jih obiskoval. Katki se je to zdelo grdo, saj je bila prepričana, da so dedki in babice na svetu zato, da je otrokom lepo. Na poti domov je o tem ves čas premišljevala. Od dedka in babice se je veliko naučila, zato je v glavo šinila zares bistra zamisel. Ko sta z mamo prišli domov, je napisala recept za zdravilo, ki odganja bolezni in osreči vse, ki so žalostni. Katkin recept za zdravilo, ki odganja bolezni in osreči vse, ki so žalostni. Sestavine. Vsaj 2 objema na dan. Vsaj 2 poljuba na dan. Vsaj 2-krat reci, rad te imam. Priprava. Prvič. Vsak dan nekoga objemi. Zagotovo pa dedka in babico. Če jo nimaš,
Ne pozabi, da je na svetu veliko ljudi, ki si želijo tvojega objema. Še posebej, kadar so žalostni. Drugič. Vsak dan nekoga poljubi. Zagotovo pa dedka in babico. Z enim samim poljubom preženeš žalost in zmanjšaš skrbi. Tretjič. Vsak dan nekomu povej, da ga imaš rad. Zagotovo pa dedku in babici. Te besede bodo vsakoga razveselile in na obrazu še dolgo nasmeh ohranile. Najbolje je, da vse 3 sestavine zmešaš skupaj. Mešaj toliko časa, da dobiš ljubezen. Zdravila vzemi vsaj enkrat na dan, lahko pa tudi večkrat, saj ima prijetne stranske učinke. Odkar se je domislila recepta za zdravilo, ga ima Katka vedno s seboj. In nikoli ne pozabi nanj, kadar gre na obisk dedku in babici. Vsak teden tja povabi tudi svoje prijatelje iz vrtca, da ji ga pomagajo deliti dedkom in babicam. Še posebej tistim, ki jih nihče ne obišče, dokler vsi recepta za zdravilo ne bodo poznali na pamet. Zdravilo ima čudežno moč, preizkusi ga. Vsaj enkrat na dan, da bolezen in žalost preženeš stran. Kako čudovita zgodba. Bravo, Katka, za odlično idejo. Pravo zdravilo za osamljenost ni zapisano v knjigi, ampak v srcih ljudi, ki si znajo vzeti čas drug za drugega. Najdragocenejše vezi so tiste, ki jih ne vidimo, a jih občutimo z vsem srcem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni srčni, prav tako slovenski pravljici z naslovom Mija pomaga dedku. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, da lahko že prijazna beseda ali iskriv nasmeh pričara toplino. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi deklice Katke. Čau, čau! Bravo, Katka. Odličen recept. Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo pokukali vsakdanjik življenja prikupne družine. In njihovo domovanje, hiša, ima tudi srce. Ja, srce, do katerega nas bo peljala nadvse srčna deklica Mija. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisatelja Zorana Steinbauerja z naslovom Kje ima hiša srce. Kadar se Mija predstavi, zdrdra. Sem Mija. Ne znam še pisati in brati. Vem pa, da je v mojem imenu spodnji del dežnika. In hitro doda. Sem Mija z bratom Majem in sestrico Mašo. Sestrica Maša je starejša za 4 prste in obiskuje 2. razred osnovne šole. Številke in črke so jo tako navdušile, da je z njimi popisala vse 4 stene svoje sobe. Mamica se je sprva hudovala, potem pa se je sprijaznila rekoč, da so risbice zdaj njihove tapete. Maša se ne jezi, če Mija na kakšno črko nariše metulja ali pika polonico. Se pa zelo razburi, če jo pred prijateljicami pokliče sestrica. Ko se od njih poslovi, ji hitro zabrusi. Jaz sem starejša, ti si mlajša, zato sem jaz sestra, ti pa sestrica. Zapomni si že to. Brat Maj pa je starejši kar 7 prstov. On pa si je na steno narisal meter. Vsak dan preverja, ali je kaj zrasel. Rad bi bil velik kot hiša in tako dober košarkar, kot je Dončić.
zato se obilno hrani in pridno telovadi. Pred nekaj dnevi so se mu na licih pojavile rdeče pike. Mija se je uspela na prste, mu potipala čelo in ugotovila: Maj, to so rdečke? Ne smeš v šolo. Tudi Klara je zbolela. V vrtec se je vrnila šele, ko je ozdravela. Kakšne rdečke? Se je razburil brat. To niso rdečke, to so mozolji. Ti tega ne razumeš. Prihajam v puberteto. Kmalu bom odrasel. Imel bom punco. Rdečke dobijo samo dojenčice. Take razvajene, kot si ti. Nisem dojenčica. Nimam plenic in dude. Je Miji šlo na jok, kajti užaljena je, če jo imajo za malčico. Velika sem že. Je nemudoma dvignila roke, da bi bila videti še večja, in se povzpela na konice prstov ter skočila kvišku. Vsak dan sem za en dan starejša. Sama hodim na stranišče in tako kot vidva sestrico znam uporabljati žlico ter vilice in imam za mizo svoj stol. Res je, za okroglo mizo v jedilnici vedno sedi zravnano in ponosno. Mamica jo je naučila, da je miza srce hiše. Srce hiše je zato, ker jim daje prostor za hrano in druženje. Prav za mizo so najlepše pogovarjajo o dnevnih dogodkih. Zaupajo si, zakaj so veseli ali žalostni. Večkrat tudi pojejo, rišejo in se igrajo. Danes je srce hiše še večje. Mija praznuje rojstni dan. Že ves dan na obeh rokah izteguje 4 prste, a bi jih najraje pokazala 5. Povabila je veliko otrok iz soseščine in vrtca. Domiselna darila in želje je sprejemala širokim nasmehom na licih. Zelo smešna je bila Sara. Zaželela ji je sončne pegice, ker se ji zdijo neizmerno lepe. Mija je bila kar tiho, saj še ne ve, ali so všeč tudi njej. Zato pa je sama sebi na glas zaželela še eno sestrico ali bratca. Zabavno je, če lahko mlajšega bratca ali sestrico obvaruješ pred porednimi otroki. Zaradi slavja je mamica mizo oblekla v čisto nov prt, posejan z mucami in kužki. Na stole je položila debele blazine s pikovimi srčki. Zdaj, ko ve, da miza ljubi oblačila in da so prti njene obleke, je Mija prijateljem ukazala, naj za mizo sedijo lepo, naj ne zvonijo z nogami in naj prta ne omažejo preveč. Zasvetile so se jim oči, ko je na ogromni torti upihnila 4 svečke. Še dobro, da zna oponašati veter. Sveče so v hipu ugasnile. Vsak je dobil kos torte in čeprav jih je Mija spet opomnila, naj bodo pridni, je na prtu pristalo veliko drobtin in drobtinic. Slavje se je nadaljevalo na prostem. Najprej so na vrtu zalivali cvetlične gredice. Skupaj so barvali papirnate vetrnice ter iz trstike in bezgovega lesa izdelovali preproste piščali. Potem, ko so na dreveso izobesili ptičje pogače ter metuljem in pticam dajali imena, so v krogu plesali in v zrak spuščali balone. Čisto za konec je Mija vsakemu od otrok izročila svojo igračo. Prosila jih je, naj jo podarijo otrokom, ki imajo manj igrač ali sploh nobene. Res je bil imeniten, prav poseben dan. Posebnim dnevom, kot so rojstnodnevne zabave, pa sledijo navadni dnevi. In tudi navadni dnevi so lahko posebni in zanimivi. Že čez nekaj dni je miza ponovno postala srce hiše. 2 sošolki sta me pred celim razredom zmerjali, da sem grda in debela, je sestrica Maša družini potožila svojo stisko. Prva
se je oglasila Mija. Jaz zase vem, da sem lepa. Kako to, da tega v sebi ne veš sama? Bodi malo tiho. Mamico in Natja sem vprašala za mnenje in ne tebe. Je bila Maša kar nekoliko jezna. Ob takih dogodkih za mizo ostanejo tako dolgo, da stiske niso več stiske. Vedno najdejo rešitev. Ati je Mašo hitro potolažil. Otroci moji, zapomnite si. Žalijo samo tisti otroci, ki so v svojem srcu nesrečni in žalostni. Najbrž premalokrat začutijo toplino doma ter starševsko ljubezen in sprejemanje. Nihče jih še ni poučil, da so dragoceni in nekaj posebnega. Mami je na koncu pogovora predlagala. Zdaj pa bomo poklicali Smeh, ker smo še vedno preresni. Potrkala je na okno in ga odprla. Gospod Smeh! Gospod Smeh! Prosim, pridi v naš dom in nam požgečkaj lica. Otroci, ne pozabite, na smeh naredi prav vse ljudi lepe. Naslednji dan se je sestrica iz šole vrnila zelo dobre volje. Od smeha ji je sijal ves obraz. Takoj se je zaupala. Sošolki sta me spet zbadali, ampak se nisem več prepirala z njima. Rekla sem jima, postanimo prijateljice. Prav zanima me, zakaj vajine oči ne znajo videti lepega. Vse tri smo lepe. Kako to, da še ne veste, da ni grdih otrok? Srce hiše vsak dan sliši novo zgodbo. Tudi Mija ima svoje skrbi in vprašanja. Proti koncu tedna je nenagloma zavpila. Kam se vam mudi? Sedite! Tudi jaz imam težavo. Še vedno ne vem, kaj bi bila najraje, ko bom velika. Vrtnarka, balerina, angleška kraljica, napovedovalka vremena, frizerka za pse, poštarica ali pa šoferka avtobusa. Ker znam šteti, bi lahko bila tudi doktorica matematike. Bušnili so v smeh. Prva se je izrehnila mami. Tudi mi ne vemo, kaj bi bila najraje, čeprav smo starejši od tebe. Tako kot vsak otrok boš v sebi odkrila še veliko sposobnosti in talentov. Bolj, ko se boš z leti spoznavala, bolj boš vedela, kaj bi najraje počela in kje boš najbolj koristna. Mami, pozabila si povedati, naj me neha klicati sestrica, je pristavila sestra Maša. Motiš se je Mija zravnala na stolu. Glej, v šolo hodiš šele 2. leto, jaz pa sem v vrtcu že 3 leta. Seveda si sestrica, jaz pa sestra. In spet se je razlegel bučen smeh, ki vsakega človeka naredi lepega. In še res je. Iskren nasmešek na obrazu je resnično nekaj najlepšega. Deklica Mija je zelo prisrčna deklica, ki nas je s svojo edinstvenostjo popeljala v vsakdanjik svoje družine. In ne glede na težke ter manj prijetne trenutke, ostaja Mijina družina povezana ter celovita, zahvaljujoč njihovim pogovorom za mizo, kjer je srce njihove hiše. Čudovita pravljica s prekrasnimi ilustracijami. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Šivalnica besed. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček prav vsem in predlagam, da tudi v vaši družini poiščete srce hiše ali stanovanja. In ne pozabite na smeh, ta nasmeške, ki nas naredijo lepe. Lepo se imejte in predvsem radi se imejte. Čau, čau! Zelo lepa knjiga s čudovito vsebino.